na nivoje, ki jih je nemogoče doseči, če jemo bilo kaj drugega, kakor ohrovt in pretlačen kvas. Če smo iskreni, ne vemo, koliko so nivoji holesterola pomembni, ko gre za zdravje srca. In v resnici tega nihče ne ve. Tudi če kombiniramo holesterol z vsemi ostalimi bavi za srce, kot so slabe maščobe, kajenje, visok krvni pritisk, vnetje in diabetes, to mogoče razloži le polovico rizika za razvoj ateroskleroze, bolezni, pri kateri pride do nastanka in rasti oblog v notranjosti naših arterij. Nekaj od ostalih rizikov, vsaj pri moških, vključuje nizke nivoje testosterona ali estrogenske nivoje, ki so bodisi previsoki ali prenizki, a ateroskleroza ostaja malce skrivnostna. Kljub temu pa je precej sigurno, da se bo vaš splošni zdravnik osredotočil na vaše nivoje holesterola tudi zato, ker so sestavljeni iz lahko merljivih in sledljivih številk. Zdravnikom so dane smernice, koliko bi morala biti ta številka oziroma obseg številk. Ne smemo pa pozabiti, da se skupina kardiologov sreča vsakih nekaj let, da spreminja te številke. Stalno spreminja želene nivoje, zdi se čisto arbitrarno, na nivoje, ki jih je nemogoče doseči, če jemo bilo kaj drugega, kakor ohrovt in pretlačen kvas. In zdaj je še hujše, ker imajo nov test, s katerim se lahko igrajo, test, ki definira, če je vaš LDL puhast, kar je zaželeno, ali če je HDL gost, kar je zaskrbljujoče. Nažalost ima večina moških preko 30 ali 40 let pogosto nivoje holesterola zunaj normalnih nivojev. Tudi tvoji nivoji holesterola po vsej verjetnosti ne bodo nikoli konstantno izpolnjevali trenutnih smernic. Delno tudi zato, ker se lahko dva testa za holesterol podana dvem različnim laboratorijem ali celo istemu laboratoriju na isti dan razlikujeta za do 15%. Rekli ti bodo, da spremeni svoj način prehranjevanja, čeprav dieta verjetno ne igra velike vloge pri nivojih holesterola. In zelo mogoče ti bodo tudi predpisali statine, zdravila za zniževanje holesterola. Stres zaradi vsega tega je dovolj, da dobiš srčni napad, kar je seveda zelo ironično. Enostavna rešitev. Navkljub povedanemu pa je vseeno dobro paziti na svoje nivoje holesterola in jih držati vsaj približno blizu nivojem, ki jih priporočajo kardiologi. Eden najlažjih načinov, da to dosežeš, je stopno vlaknino, imenovano psilium ali indijski trpotec. Psilium znižuje holesterol tako, da ujame žolč in z njim holesterol, ki je komponenta žolča. Substanco, ki jo izločajo jetra, da emulgira delce maščob, tako da jih lahko encimi lažje obdelajo. To je zelo dobro zato, ker je ponavadi žolč v enem samem obroku nekajkrat recikliran, a ko je žolč ujet s psiliumom in eliminiran z blatom, morajo jetra proizvesti več žolča. Holesterol pa je njegova komponenta, tako da se s forsiranjem jeter, da ga proizvedejo več, zgodi dejansko zmanjšanje holesterola, ker morajo jetra izločiti slab holesterol iz krvnega obtoka, da lahko proizvedejo več žolča, ki je potreben za pravilno prebavo. LDL, slab holesterol, se zniža brez vpliva na HDL, dober holesterol. Raziskave kažejo, da lahko jemanje samo 7 do 10 gramov psiliuma na dan zniža serumski skupni holesterol od 4 do 11% in zniža serumski LDL holesterola od 6 do 18%. To potencialno ogromno pomeni, zato ker je bilo za vsako 1% znižanje v serumskem skupnem holesterolu pokazano, da znižuje riziko srčne bolezni za 2 do 3%. Če želiš poizkusiti psilium za kontrolo tvojih nivojev holesterola in želiš, da te tvoj zdravnik neha nadlegovati s statini,
Konzumiraj 1 do 3 odmerke psiliuma na dan. Zmešaj odmerek v kozarec vode in ga popij približno pol ure pred obrokom ter poskrbi, da boš tudi skozi dan dobro hidriran. Psilium lahko vpliva na absorpcijo določenih zdravil in vitaminov, zato je priporočljivo, da jih vzameš 2 uri pred ali po njegovem zaužitju.